Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Preden pridem na napovedano temo, mogoče samo še par stavkov glede seje Državnega zbora, ki pravkar poteka. Z velikim začudenjem smo poslušali branje odgovora na ustavno obtožbo strani predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki se je najprej razglasil za ustavnega pravnika in nasploh pravnega strokovnjaka. Potem pa se je na vse kriplje branil tega, da bi njegovo ravnanje, ki se nam zdi sporno, protizakonito in protiustavno, presojalo ustavno sodišče. Slovenska demokratska stranka ni predlagala njegove zamenjave, niti ni vložila nezaupnice, ampak je predlagala, da njegovo ravnanje, ki je bilo po našem mnenju nezakonito, ker je brez pravne podlage in tudi škodljivo za Slovenijo, zadržal pravnomočno odločbo o vrnitvi ilegalnega migranta v sosednjo varno državo. Naše mnenje je, da je bilo to ravnanje neustavno in nezakonito, njegovo mnenje je, da ni bilo in res ne vem, če je tako prepričan v svoj prav, zakaj se otepa tega, da bi o tem odločilo ustavno sodišče. Ne vem, česa se boji, se je večino teh ustavnih sodnikov in sodnic, ki danes sedijo v senatu ustavnega sodišča, predlagala in tudi izvolila pravzaprav njegova koalicija. S tem vztrajanjem, da se to ne zgodi, se seveda gospod Cerar postavlja na laž svojo trditev, da je ravnal absolutno ustavno in zakonito in da je v to trdno prepričan. Če je trdno prepričan, bi to presojo prepustil ustavnemu sodišču. Toliko o tem, bolj pomembna tema je to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh, še posebej včeraj v Bruslju. Tam je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je sestal z dvema najvišjima predstavnikoma Evropske unije in jaz mislim, da je zdaj čas, da po teh odgovorih, ki jih je dobil, sicer jih Slovenija ni dobila prvič, ampak včeraj je bilo to zelo jasno povedano, slovenska vlada pri poskusu, da enostransko implementira arbitražni sporazum, potegne zavoro, se usede, malo posvetuje in potem na tej podlagi nekoliko spremeni svoje ravnanje. Polaganje vseh upov na to, da bo zdaj Evropska unija oziroma Evropska komisija disciplinirala Hrvaško, ki je danes ravno tako članica Unije kot Slovenija, je ne samo zmotno, ampak je dolgoročno igranje na karto hrvaških interesov. Zakaj? Hrvaška je potem, ko je, najprej naj povem še to, da se nam zdi izjemno škodljivo ali pa zapravljanje časa, da se skuša na vsak način implementirati del tega arbitražnega sporazuma na neki točki, ki je za Slovenijo najbolj škodljiva. Nasprotju s tem, kar so obljubljali predlagatelji arbitražnega sporazuma, namreč Slovenija ni dobila teritorialnega stika z mednarodnimi vodami, in da zdaj ravno v implementacijo, rekel, te največje klofute, ki smo jo dobili v tem tekstu, ne vlagamo vso energijo, to je nam nerazumljivo, kaj se to dogaja. No, ampak kljub temu, če zdaj izhajamo iz dejstva, da je ta arbitražna razsodba dejstvo, ki je na mizi, ki ga ni možno spraviti z dnevnega reda na ta način, kot to poskuša Hrvaška, ko se dela, da tega enostavno pač ni. Potem je treba vedeti, da polaganje vseh kart na intervencijo ali pa na ravnanje Evropske unije na koncu lahko privede zgolj do tega, kar Hrvaška predlaga od samega začetka, to je do mediacije. Ko pa pride do mediacije, sta pa dve strani, kjer vsaka trdi nekaj in zdaj to situacijo smo imeli tudi že pred arbitražnim sporazumom. Tako da res ne vem, kdo pri tem ravnanju svetuje slovenski vladi,
bilo je nekaj relativno produktivnih sestankov na zaprtih sejah odbora za zunanjo politiko, kjer je na trenutke kazalo, da je razum prevladal in da se ne bo ravnalo v lastno škodo. Ampak kljub temu je to ravnanje v zadnjih dneh lanskega in prvih dneh letošnjega leta natančno tisto, čemu bi se morala Slovenija izogniti. Pričakovati, da bo del Evropske unije discipliniral drugi del Evropske unije na neki točki, ki, kot je komisija tudi včeraj jasno povedala, nobenega drugega v Evropi ne zanima, je ne samo iluzorno, ampak bo na koncu pripeljalo do tega, da bo prvič Slovenija počasi postala nek troublemaker, nekdo, ki skuša doseči rešitve tam, kjer te rešitve ni. Evropa ima ogromno drugih problemov, celo doslej najbolj stabilna država članica Evropske unije, Nemčija, ima velike težave pri sestavljanju nove vlade. Zdaj pričakovati od nemške kanclerke, da se bo zdaj ukvarjala z odpravljanjem posledic napačnega ravnanja slovenske vlade v času, ko je vodil gospod Pahor, nasprotju z njihovimi nasveti. Jaz osebno, pa verjamem, da tudi drugi, ki so v tem času opravljali funkcijo predsednika vlade, smo tudi v Berlinu, ko so bili na uradnih obiskih, od njih slišali enako priporočilo, kot ga je včeraj v Bruslju slišal gospod Pahor, to pa je: rešite to mejno vprašanje s Hrvaško pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Jaz sem to slišal tako od nemške kanclerke, kot od drugih ljudi, ki so danes v vrhu Evropske unije, in zaradi tega me ni začudilo, da je bilo to ponovljeno tudi včeraj v stališču Evropske komisije. Torej, nadaljevanje po tej poti, ki jo je zdaj ubrala slovenska vlada in ki tako ali drugače, itak je to njegovo maslo, sekundira tudi predsednik države z vzbujanjem teh pričakovanj, kako bo zdaj Evropska komisija to rešila, samo še bolj zahajamo v slepo ulico. Zdaj je čas za time out, čas za premislek, čas za to, da dejansko pogledamo, kje so tiste točke v tem arbitražnem sporazumu, ki Sloveniji dajo boljše izhodišče. So takšne točke, opozorili smo na te točke slovensko vlado, da se izkoristi manevrski prostor, ki pač je, in da se opravi del domače naloge doma. Ne pa pričakovati, da bo nekdo drug to naredil in da bo nekdo drug popravljal napake, ki smo jih mi sami zagrešili v preteklosti. Kot že rečeno, bilo je nekaj sestankov, kjer je kazalo, da je razum vstopil tudi v vladne prostore, da se bodo stvari začele odvijati v bolj racionalno smer. Namesto tega smo dobili napačne poti, in to ne samo eno, ampak dve. Eno ubira predsednik vlade, drugo zunanji minister, neko vmes je postal predsednik države. Zdaj, če kdo misli, da se teh razlik v nastopih vladajočih ne opazi zunaj, potem ne živi v realnem svetu. S tem problemom se, kot že rečeno, nihče sam prostovoljno v Evropi ne ukvarja, ampak ko so takšni obiski in takšna srečanja, tako naprej, se pač pripravijo opomniki, ambasade poročajo o teh zadevah, to se vse prebere, in ljudje, katerim potem naši diplomati ali pa predstavniki oblasti hodijo lobirati, si mislijo pri sebi: ljudje božji, zmenite se najprej med sabo, potem pa hodite nas prositi za pomoč. Toliko o tej temi.